Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Vatikan. Svoji impozantni zbirki deficitarnih poklicev bi rad dodal še enega, in to najbolj svetega. Namreč njegova velika želja je, da bi bil papež. Papež za en dan. Najprej je lobiral pri upokojenemu kardinalu dr. Francu Rodetu. Daj, Borut, povej mi, kaj si mi prej razlagal? Poglej, Franc, bil sem že vse. Bil sem mornar, begunec, kmet, predsednik vlade. A ja? Ja. In res, predsednik vlade. In sem si rekel, zakaj ne bi bil enkrat papež? A bi to šlo mogoče, Franc? Ja, ti bom zrihtal audienco, pa bomo videli. O, super. Še tole postrgamo notri. Takole. Hvala lepa. Lejte ga, danes vrtnar, jutri mogoče papež, a ne? Takole, še malo potovčemo. Abemus Grabice. papam vrtnarus drevesus nostrum, amen. Predsednik Pahor je enkrat že ostal pred zaprtimi vrati svetega sedeža. Leta 2009, ko je bil še premier, ga ni sprejel papež Ratzinger. Kako bo tokrat, sprašujem našo posebno dopisnico iz Vatikana. Latoja, kakšne so zadnje informacije? Čau, Slavko, pravkar smo dobili uradno potrditev, da bo papež Frančišek čez nekaj minut le sprejel našega predsednika Pahorja. Pravijo, da sicer ni običajno, da bi politik tako hitro dobil termin za sprejem pri papežu, ker na to se ponavadi čaka več mesecev. A zgleda, da ima monsignor Rode tukaj v Vatikanu precej velik vpliv. No dobro, Latoja, se že ve, kako je papež Frančišek sprejel predsednikovo idejo, da bi postal papež. No, poznavalci pravijo, da je papež Frančišek tako nepredvidljiv, da je mogoče vse. Zato tudi te možnosti vnaprej ne izključujejo. Vsekakor pa bi to bil velik precedens brez primerjave v sodobni zgodovini Rimokatoliške cerkve. Latoja, pa v Vatikanu poznajo vsa Pahorjeva dela. Ali vedo, da je v svojem predsedniškem mandatu opravljal že več kot 400 poklicev? No, prepričana sem, da na svetem sedežu zagotovo poznajo njegov obsežni opus. Prosim? A gre? No, tukaj mi asistenti ravnokar javljajo, da je predsednik Pahor že v apostolski palači, kjer, kot lahko vidimo v živo, dokaj samozavestno v spremstvu svojega kabineta hodi do papeževe zasebne knjižnice, kjer Frančišek ponavadi sprejema najvišje goste. Naj povem, da papež Frančišek ob tej uri običajno že spi, zato je vse to še toliko bolj nenavadno. Evo mene. A je ta halja obvezna? Ma, na nek način je. Bomo videli, kaj se da narediti. Ja, samo če mi jo mažeš, jo moraš spucati, ne? Dobro. In to samo v džegnani vodi, ne? Kar se tiče mahanja, ne bo noben problem. Vedno maham ljudem in oni imajo to radi. Tako da, ja, tu sem samozavesten. Ma ja, se mahanja ni toliko, ne? Da vidim, če sem si vse zapomnil. Se pravi, zjutraj molimo, potem malo naokoli, potem balkon, potem malo molimo, pa malo tako molimo, pa malo balkona, pa malo molimo, pa to je to, pa molimo, pa to je to. Sem kaj pozabil? To je to. Tukaj je Biblija, to je nekaj takega kot hišni red, noco pravila, vse to, razumeš, ne? Če hočeš kaj dobiti, samo reči, Bog tako hoče. Dobro. Kje so pa bebe? So kakšne? Se da kaj dobiti? Nisem vedel, da je tako strogo. Pripeljal sem nekaj punc. Ona bo nuna ena. Aha. Tako. Ma kamarine, šta pojdi? Ona pa nuna dva. Ma zdaj rabiš samo še dobro ime, a veš, da se te ljudje zapomnijo. Sveti oče, ne morem se odločiti. Kaj je bolje? Papa Borut ali Borut Papa? Vseeno je, sin moj, oboje je dobro. Amen, se vidimo jutri. Ja, super!
Super! Čeprav se iz Sikstinske kapele ni pokadil beli dim, bomo, kot se kaže, jutri za en dan dobili novega papeža. To je čudovita novica za vso Slovenijo. Moram povedati, da so tukaj zbrane vse največje svetovne medijske hiše. Borut Pahor bo svojim spremstvom nocoj prespal pri monsignorju Rodetu, ki ima tu v Vatikanu 400 kvadratov veliko stanovanje, jutri pa bo kot prvi ateist postal papež. No, pa čeprav samo za en dan, ne? Latoja, hvala za to zgodovinsko javljanje. Čau! Dragi gledalci in gledalke, jutri nas čaka prav posebna nedelja in temu dogodku bomo v celoti posvetili naš prvi program. Že ob 8 bomo molili z Borutom, ob 10 je prenos svete maše, sledijo hvalnice, poročilo ob 13 in prenos Borutove poslanice o prazniku svetega Martina. Sicer pa si lahko spremenjen spored v celoti ogledate na teletekstu in na našem multimedijskem portalu. Matej, ali sploh obstaja kakšen slovenski predsednik ali premier, ki se ni nikoli srečal s papežem? V Vatikanu so bili vsi, ki so v zadnjih 25 letih zasedali najpomembnejše funkcije v državi. S papežem se je prvi srečal Lojze Peterle že leta 1991. Od takrat pa do danes smo imeli na svetem sedežu 11 audienc, ki običajno niso trajale več kot nekaj minut. Naši voditelji so se priklanjali 3 različnim papežem: Janezu Pavlu II., Benediktu XVI. In Frančišku. Po 2-krat so papeže srečali Peterle, Drnovšek in Janša. Rezultati njihovih bilateralnih srečanj se kažejo v tem, da je rimokatoliška cerkev v glavnem dobila, kar je želela. Edina neuslišana želja tako še naprej ostaja verouk v šolah. Hvala, Matej. Pestro je bilo ta teden tudi v Bruslju, kjer so se zbrali voditelji držav članic Evropske unije. Za dramo je poskrbel predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je tik pred začetkom razprave nenadoma izginil. Našli so ga v garderobi slovenske delegacije. Dol ga ni. Grem še enkrat pod mizo pogledat. Hajl. A ga moramo nujno najdeti? Seveda. Dokler ga nič ne moremo začeti. Zmenili smo se, da razpišemo nagradno igro, kdor ga najde, lahko 2-krat upravičeno manjka. Ta Juncker skozi mi to delo. Če mene vprašate, je v kafiču čez cesto v lokalu, ne? Tam je žurka. Ja. Takole. Še tukaj pogledam, tam le zadnji, tam se lahko skrije. Res net pijanca. Sem pogledal na toalet maganim. Ženski? Ja, nekatere oui, nekatere no, ma je malo ženski pregled traja. Pošli Sofijo, naj pregleda tuše. Nima časa. Fantje, na hitro nazdravimo, preden najdemo Junckerja. Ja, pa so ga najdeli. Čez 5 minut bo gor, tako da se pripravimo. Upam ga je najdu, ga bi dol. Če sem jaz tako rekel, pa ben ni verjel. Še sem načik dol, pa je lutal. Še dobro, da ni vedno tlutal. Evo, fantički. Kje si pa bil? Na terenu. Na terenu. Dobro, da si zgubca pazdi. Kje si, kva si že ti? Neki se mora pozmeniti. Zdaj lahko začnemo. A če bi imeli ogrado, ne bi se to dogodilo. Poglejte, nobene panike, bom prinesel nov kanister. No, konec dober, vse dobro bi lahko rekli. Ampak vseeno se bomo na tem mestu vprašali, kdo je pravzaprav Jean-Claude Juncker? Kdo je predsednik Evropske komisije, ki vsake toliko zablesti na bruseljskem parketu? Če ga kdo dobro pozna, je to prav gotovo nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek. Dober večer. No, v Bruslu pa je z nami premier Miro Cerar, ki nam bo, upam, da pojasnil svojo vlogo pri tem nenavadnem izginotju. Ja, pozdravljeni. Poglejte, najprej moram pojasniti, da jaz tukaj res nisem imel kakšne vidne vloge. Ker je danes Martinova sobota, sem v Bruselj odnesel en malo večji karnister vina iz Goriških Brd. Koliko litrov?
15 litrov. No, pred zasedanjem nas je v garderobi obiskal gospod Juncker, popil je kozarček ali dva, potem sem pa jaz šel, ker sem bil dogovorjen s kolegom Orbanom. Očitno je, da je gospod Juncker ostal kar tam in si sam postregel z našim vinom. In koliko ga je spil? Ja, kakšne 3-4 litre. No, dobro ga nese nikaj. Hvala lepa, gospod premijer, in lep pozdrav v Bruselj. Lahko noč. Gospod Bratušek, v času lobiranja za Evropsko komisarko ste osebno spoznali predsednika Evropske komisije. Ga res toliko pije? To pa. On je lahko nažgan ko mamba, pa bo še vedno vedel, o čem govori. Res je pa tudi, da ga veliko nese. Jaz sem ga takrat 2-krat povabila na pivo, dala za prvo rundo, on pa jih je potem naročil še 9. Na koncu sem bila tako v rožcah, da sem tekoče govorila angleško. Se pravi, v tem primeru ne velja we don't need money, we need time, ampak we don't need money, we need wine. Tako, točno tako. No pa se vam zdi, da je tak človek primeren za prvega med evropskimi komisarji? Sej oni tudi niso kaj bistveno drugačni. Nekatere osebno poznam, pa vem, da ga tankajo non-stop. Njihovo delo je zelo stresno. Če je gospod Juncker primeren za tako funkcijo, to jaz težko presojam, lahko pa rečem, da ni slab človek. Hvala za pojasnilo, gospa Bratuškova. Ni zakaj. Več Mađarov za lepšo Mađarsko je slogan nenavadne akcije, s katerim želi Orbanova vlada zbrati čim več sperme čistokrvnih Mađarov. Projekt je osebno podprl tudi sam premier Viktor Orban. Brez osebne ne bo šlo. Jasno. Pravila so pravila. Podpišite se tukaj. Viktor Orban. Dobro. Lončeke na mizi revije so od spodaj. Ne rabim. Jaz sem hiter. Obljubim. Tudi vam obljubim. Asistentka vas čaka notri, tule imate potvrdilo. In ko končate, svršite, dajte vzorec v škatlo. Aha, vi mi pomagate. Seveda vam bom pomagala. Hitre, kiškom halaš, ne sabačak, mađeresak. Bravo, velik tovo. Bravo, Orban, legenda, 2 vzorca. Šlo je z lahkoto. Pravi Mađar, bravo. Pravi Mađarosa, 2 vzorca. Tako, Orban je svoje opravil, na vrsti je Marcel Štefančič. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Škofa, ali se je lačni Franci socializma že najedel gnilega kapitalizma, mi bo zdaj pojasnil Zoran Predin Žijo. Zdravo, Marcel. Bob Dylan je za svoje poezije dobil Nobelovo nagrado za književnost. Tvoj komentar? Jaz mu to nagrado absolutno privoščim, ker je velik pesnik. Tudi ti si pesnik z velikim opusom, ne? Pa ti je kdaj žal, da si pripravil tisto rusko reko in se v genih naših naselil, ne? Ni mi žal. Včasih imam občutek, da so skozi stoletja ti geni izhlapeli neznano kam. Postali smo gensko spremenjeni organizmi, ki so jih z uspešno manipulacijo pretvorili v neke apatične hibride, ki trzajo le še na popuste in kartice zvestobe, tak. Ok, dobro, ampak kakšna je razlika med delavcem, ki dopolni 40 let delovne dobe, in pa glasbenikom, ki ima za sabo 40 let dolgo kariero, ne? Ne vem, delavec, po moje, ki dopolni 40 let delovne dobe, gre avtomatično v penzijo, ne? Zdaj, glasbenik, ki ima za seboj 40 let ustvarjanja in koncertov, pa gre po navadi nazaj na oder, ne. In potem na odru praznuje še 50-letnico, 60-letnico. No,
Tudi 70-letnice niso nič neobičajnega. Ok, koliko je star Leonard Cohen? 82. Vidiš, 80-letniki na odru, ne? A lahko to postane nov globalni trend? Glede na demografske trende vsekakor. Zadnjič, recimo, sem nekje prebral, da je v Sloveniji 100.000 ljudi starejših od 80 let. Z njim lahko 5-krat napolniš stadion v Soštah, ne? Tu potencial vsekakor je, a se mi zdi, da na to populacijo načeloma nihče več ne računa. Ja, zato, ker vsi mislijo, da je to generacija dunajskih valčkov, ne, dejansko pa je to prva rock'n'roll publika, ne. On je bil v zgodnjih 50-ih, Chuck Berryja, Little Richarda, Elvisa in ostale lahko poslušali v živo, če ne bi živel za železno zaveso, ne. Za železno zaveso stare babe pulijo rdečo peso. Ok, ker so že pri tem pankarti, so 2 let starejši od Lašnega Franca, oni imajo naslednje leto 40-letnico, ne. Ja, zdaj prihaja obdobje, ne, ko bodo vsi udarili ven s temi visokimi jubileji. Po eni strani se sliši strašljivo, ne, po drugi pa je fajn, da se spomnimo, da nismo ravno včeraj po župci priplavali, ne. Jaz bi se v tem trenutku težko sprijaznil, da me nek organ po vseh predpisih pošlje v penzijo, ne. Mislim, da bi me pobralo v parih mesecih. Ok, Lovšin hodi v tople kraje, Kreslin na Muro, kam hodi Predin? Na basket menda ne več, ne. Težko se borim proti krivicam, ki jih na igrišču povzročajo delivci pravice, ne. Zdaj z Olimpijo sem prekinil pogodbo, tako da zdaj kot prosti navijač hodim le še na tekme slovenske reprezentance. Ok, a je Slovenija šla naprej? Je šla, samo da so nas medtem drugi ujeli in žal tudi prehiteli, ne. Zoran Predin, hvala, ker si bil moj gost, mi pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Žijo. Hvala, stari, thanks. Ajde. Smo že pri športu in tu je Zmago Sagadin. Lepo dober večer, Slavc. Kaj slišimo, da je naš odbojkarski selektor končno rekel Bobu Bob? Ja, tako nekak slovenski odbojkar je aktualni evropski potvorak, ki še vedno čakajo na podpis pogodbe selektorja Andreja Džanja. Potem, ko je povedal, da si zelo želi delati naprej z našimi, a da ni vse odvisno od njega, je bilo jasno, da je zadaj nekaj večjega. Kaj je to, je italijanski strokovnjak brez dlake na jeziku povedal našemu novinarju. Dobar denar. Denar se pravi. Kaj pa šport? Se pravi, vas ne zanima šport, vas zanima samo denar. Normalno, pač kar se tiče mene, je ta šport od predlani začel privabljati gledalce. Take ekipe Slovenija ni imela že leta in to stane. Ko gledam, koliko denarja dobi Kampel, pa recimo koliko dobi Birsa, ma se zdi, da tu ni več fore. V ekipi si ga želimo in seveda že zbiramo denar. V tem momentu imamo zbranih za 3 ali pa 4 jurje. Nekateri igralci so baje vzeli kredit, ne. Jaz bom pa prodal avto, če bo treba, pa tudi stanovanje. To ne bo dovolj, jaz fante poznam in niso dovolj bogati. Pa vsi so bili tukaj, še recimo sestra, od Urnauta mi je obljubljala svašta, ampak sem ji rekel, odbojka se igra za denar, drugače je brez veze in bom nehal z odbojko, ter je odprl pizzerijo in služil na hrani in pijači. Oči svetovne javnosti so te dni oprte v Ruše, kjer potekajo 7. pohorske gozdarske igre. Naši fantje so doslej osvojili eno bronasto medaljo in sicer je to uspelo Matjažu Javšniku v kategoriji brušenje nožev do 15 cm. Pravkar je na sporedu paradna slovenska disciplina, v kateri imamo kar 2 finalista, zato zdaj predajam besedo našemu strokovnemu komentatorju Filipu Flisarju. Z sliko se nahajamo v Seniku na Pohorju, na gozdarskih igrah.
Gre za finale v disciplini sekanja veje, na kateri stojiš, kar je podobno kot žaganje veje, na kateri sediš, samo bolj zajebano, ne? Opa, to je bil 360 več sekanje, bilo je na 9,3, to je dobro, zdaj sta oba obrnila, Ranko, tu gre malo boljše. Glavna fora tote discipline je itak samo to, da se ne vsipaš po nogi, ker je pol tako gotovo, ne? In eto, čestitke Ranko tu, čestitke tudi Lojzju, čeprav ga je vničo. Kaj narečem, Ranko je v trgu spet, bravo. Me zanima, kak mu bo šla jutri motorka, ne? Lani je imel ful probleme z nos, je skoro prste beg vrezo. Ja, dio, živci. Kaj narečem, Rajko, legenda. Hvala za tvojo predstavo, bilo mi je v času opazovati. Hvala, da ste bili z nami in lep dan. Pa imamo zdaj zlato medaljo, bravo Ranko. Iskrene čestitke tudi v imenu naše redakcije. Tako, spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTubu ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo soboto zvečer, lahko noč in miren spanec.